Leja, še enkrat hvala, ker si prišla na obisk. Danes je z mano tudi Tjaša, ki mi bo pomagala odvoditi ta pogovor. Sem mislil, da bi bilo primerno, glede na to, da Tjaša že nekaj časa se uči po tvojim okriljem. Tako da po moje bo zelo boljš znala postaviti kakšno vprašanje, kakor jaz. Jaz s tem projektom, s tem podcastom, v bistvu, ko pogledam nazaj, lahko najdem mogoče eno skupno nit vsem pogovorom. In to je, da me zelo zanima, kako živeti boljše življenje. In metod za živeti boljše življenje je veliko bilo v zgodovini. In vedno so mi pa zanimivi ljudje, ki se ukvarjajo s temi metodami. Tako da zato sem tudi te povabil v to oddajo, ker mislim, da bi lahko imeli mi zelo dobro dinamiko, da bi malo o tem govorila. Zdaj, začnemo lahko čisto tako, da malo osebne zgodovine povemo, pa kako si se začela ukvarjati s to metodo. Ker se mi zdi, da homo sapiens, ki je razmišljajoč človek oziroma razumen človek, ima velikrat probleme z razumom. In tukaj lahko jaz čisto osebno povem, da je to ena stvar, ki me dostikrat bremza pri duhovnih stvareh. Tako da zanimal bi me ta del tvojega potovanja in odkrivanja teh modrosti. Ja, najprej bi jaz pa rekla, da se zahvaljujem tudi vama, da ste me povabila. To je za mene prvič, da sem v takem studiu. Sem sicer že bila na kakšnih drugih, bi rekla, v kakih drugih medijih, ampak všeč mi je pa ravno to, ker ste rekla, da lahko povem karkoli hočem, ne treba, da se nič ne pazim, ali bom to rekla, ali bom ono rekla, in to mi je zelo všeč. Zdaj na to vprašanje, ki si ti rekel, Klemen, bi rekla takole. Moje življenje je bilo tako, da sem verjela samo v to, kar jaz z mojimi čutili zaznam. In vem, da ko so govorili v mojih mladih letih o teh neznanih letečih predmetih, sem rekla, dokler jaz ne vidim nobenega, jaz ne verjamem. In potem, ko sem študirala, mi je eden fant rekel, veš, Leja, zaradi takih, ki si ti, so pa čarovnice v srednjem veku zažigali na krmadi. Kar takole mi je naredilo. In sem se malo zamislila, ampak vseeno, moja pot je šla naprej, končati fakulteto, sem profesorica matematike, srečati moža, se poročiti, vse to, imeti otroke, službo, delati kariero, tako kot vsak. Nikakor pa nobenega znaka za kakšen duhovni trening ali pa kakršnokoli duhovno pot. No, pa se je pa zgodilo, da ko sem zamenjala službo, sem srečala eno dragico, ki je bila pa zelo v duhovnih vodah, in moram reči, da ona mene prva je bila, ki me je navdušila, in sicer me je navdušila za metodo Knowledge. In kaj je bilo tisto, kar je mene pritegnilo? Ni bilo en teden v službi, potem pride in meni začne govoriti, da je bila na programu Mojstra Maračija, in jaz sem padla v ta tok, takrat nisem vedela, in meni je bilo to tako zanimivo, da sploh domov ne bi hotela, in sem pozabila, da imam 2 otroka, ki treba je to vrtec po njih, da moram kosilo skuhati, vse to, in sem rekla, dragica, daj še kaj povej. In tako se je to začelo. In potem je ona nekako začutila, pa sem še rekla, dragica, kako da ti meni govoriš, saj me sploh ne poznaš. In se sam smehljala. In tako je potem ona mene spravila v to metodo Knowledge in sem tam bila 5 let. Tam smo se učili meditacije in sem to tehniko izvajala, meni je to ful pomagalo, moj mož se pa s tem ni strinjal in je bilo zelo napeto vzdušje doma in sem se odločila, da ne bom več tega delala, da ne bom več prakticirala. No, potem malo zatem je pa moj mož na smrt zbolel in po 3 letih velike kalvarije, ker medicina mu ni znala čisto nič pomagati. Njegov zdravnik, dr. Jurkovič, je rekel, da zato, gospa je rekel, zato ni zdravila. In tako smo potem začela iskati in po 3 letih smo najdla metodo, ki se danes imenuje Life Technology. Takrat je bila metoda Qigong, metoda Wang Kai Ping, in tako smo oba pristala tu. On si je reševal zdravje, jaz sem pa
pač prvih 5 minut, ko je Pink govorila, padla v ta energijski tok in sem si rekla, to je pa to, ker sem jaz celo življenje iskala, ne da bi vedela. In tako so pa začela. In potem, ko sem videla njegove rezultate, jaz sem zelo uživala s to energijo, bilo mi je res fantastično. Potem je bila tako nekako stopnica, njemu ta neozdravljiva bolezen, meni pa uživanje z energijo. In je tako, da seveda moja glava, to je bilo vprašanje, ker jaz sem matematik, sem zelo realna in ni tako enostavno. Moje srce je sicer čutilo to energijo, ampak so bili pa problemi v tem, da kar nisem mogla verjeti, da res neka energija vse zmore, da lahko to naredi, ono naredi, to pozdravi, te odnose razreši. To sem rekla, dober je, fajn je, da se uživaš, ampak tole pa ne more čisto res biti, to pa ne gre. To so pa take zgodbe ljudje pripotovali, ko sem rekla, pa dej, to so si izmislili, to ne more biti res. Ampak hodila sem pa naprej, ker me je vleklo, moje srce, ampak glava mi je pa skozi negirala. In pol v enem trenutku je glava spustila. Ker ko sem sama začela dobivati izkušnje od tega, ko sem na primer hodila in kar naenkrat so me začele oči grozno peči, in jaz sem že pozabila, da sem to imela, ko sem bila v 5. razredu osnovne šole, in mene je pogledalo veliko okulistov in nobeden ni znal ugotoviti, kaj je. 1 mesec je to trajalo, pa je zginilo. In zdaj vem, da je bila to alergija na očeh. Sam takrat, ko sem bila mlada, se nič nekaj veliko alergija govorilo. No in pol, ko se je to zgodilo in sem rekla, no pa da se vidim, a bo energija to poštimala, kako bo, in v 3 dneh je to vse zginilo. In takrat sem rekla, wow, res deluje, ljudje si ne zmišljujejo. To je pač ena moja prva izkušnja, moja osebna. Na mojemu možu sem videla ful veliko rezultatov, zdravstvenih v glavnem, ker on niti hoditi ni mogel, pa je lahko začel hoditi. Pol moja mama je bila tudi zelo bolana, nisi mogla gumbov zapenjati, nisem mogla počesati in vse to je lahko začela. In pol, ko toliko vidiš svojih rezultatov drugih, je začel moj se nekako bi rekla temu umikati in sem začela dopuščati možnost, da poleg materialnega sveta še obstaja kak drug svet. In potem je bilo to, da je trajalo 4 leta, ko sem se spopadala s tem, ali duša je, ali duša ni. Ali reinkarnacija je, ali je ni. In sem dostikrat dobila ošpica na to, ko je kdo o tem govoril, in nekako se nisem dobro počutila v taki družbi, sam ko začneš eno duhovno pot, ne hote srečaš ljudi, ki o tem govorijo. In jaz vem, jaz temu zdaj rečem, sem tako reakcijo dobila prav neke odpore, ampak vse je ena malenkost v meni ostala. No in potem se je pa zgodilo čez 4 leta, da se je pa Pink vrnila in je imela nek tečaj, in tam nam je pa ona začela podajati znanje, ki ga je ona dobila v času delovanja 4-letnega v Ameriki. In takrat je ona govorila o duši, govorila je o duhu, govorila je o egu. Za mene so bile to same neznanke. In pa ker sem jaz zelo vestna in sem si hotela zapomniti, sem si vse tako zapisala, da si bom jaz zapomnila, v zvezek noter. Pridna učenka. Ampak ko sem jaz hotela povedati, kaj je duša, ne. Nisem vedela, ker moji možgani so mi to blokirali to, da duše ni, da tega sploh ni, da nisem mogla si niti zapomniti. In zelo enostavno, duša je posoda za zbiranje sporočil in tega stavka si nisem mogla zapomniti. Pa drugače nisem tako neumna. Jaz imam drugače dober spomin in to mi ni šlo. In pol vem, da sem vedno znova mogla prebrati in ni šlo. Do tega trenutka, ko sem bila na nekem intenzivu, spet pri tem Mojstrica Pink, ko sem pa sama dobila izkustvo o duši, sama sem dobila izkustvo, kaj je ego. In to prvo izkustvo bi morda podelila, ker se mi zdi zelo zanimivo. Mi smo delali neka energijska gibanja, to smo rekli neke nore vaje,
In je prvi dan reče aj Pink, ja, skačite nekaj delajte, kar nekaj delajte. Pa sem rekla, Pink, kaj ne delam? Ja, kar nekaj delaj. Pa rečem, Pink, pa kaj? Pa reče, ne kompliciraj, kar delaj. Pa nisem vedela, kaj delam, zdaj pa jaz ko rada plešem, sem se začela tako gibati, ko malo sem pa tja in sem padla v eno stanje, prečudovito stanje, v katerega sem padla že enkrat tudi prej, kar nekaj let nazaj, kar tako, spontano, kar zgodilo se je. In to je bilo eno tako stanje, ko vse zgine okrog tebe, nič ne slišiš, nič ne vidiš in samo angelsko glasbo slišiš. In to je bilo za mene tako fascinantno in potem je ta angelska glasba mene gibala in to so bili taki nežni gibi. Jaz sem z glasom, moj glas je šel tja in sem to glasbo prevajala, jaz ne morem tako visoko. Angelska glasba je ful visoka. In takrat pol, seveda to je bilo za mano in za mene je bila to znanstvena fantastika takrat in zdaj sem pa to isto podoživela skozi tisto vaje, ko nam je rekla Pink. No, in jaz sem rekla, no, zdaj sem pa končno spet to našla, ker to je pa tako uživanje, da nimaš ene stvari v materialnem svetu, ko te tak notranje napolni. No, in drug dan reče Pink, jaz ko mi čakam zjutraj, da gremo se tole, se bom gibala spet, pa da pridem do angelsko glasbo. Aj Pink pa reče, tako, danes boste pa skakali, sonožno skakali. Jaz meni je vse se spodrezalo, jaz sem bila pripravljena na veliko uživanje, ona pa skakati. In pol, jaz nisem hotela skakati. In pol so bila močna sporočila, ki je ona dala skakati, jaz pa meni pa noter moja glava, ne bom skakala, jaz že vem, kaj za mene dober, jaz vem, da si sem uživam, tole skakanje je pa čist brez veze. In pa začnem skakati, ko so bila sporočila, ne skačem. In pa ne glas govorim, aj Pink, to je brez veze, kakaj puta ste vaje, takih puta si vaj še ne. In jaz tega ne bom delala, jaz vem, kaj za mene v redu. In se začnem spet gibati. Ampak nisem mogla not pridati, nisem mogla in pa začnem spet skakati. In to je trajalo 2 uri. Ta borba znotri mene je trajala 2 uri. In ko sem bila že ful zmatrana v te borbe, sem rekla tako, zdaj pa grem. Prosto bom zapustila, ker itak je vse skupaj brez veze. In grem proti vratom, da grem ven. In tole zadaj mi nekaj reče, ne id, ker boš ogromno zgubila. In sem šla nazaj. In sem se spet matrala. In pol je bilo pa konc tega, sem bila pa čist hin sem bila res. In zakaj? Ko potem se je zgodilo pa to, da prejšnji dan, pred tem jutrom, ko sem ga zdaj opisala, ne vem, kaj je bilo, kaj sem Pink nekaj vprašala in Pink mi je govorila in sem prvič dobila njeno energijsko injekcijo. In jaz sem splavala spet v ene take sfere in takrat sem rekla, Pink, tebi bom pa sledila. Torej takrat se je moje srce odločilo, da eno mojstru bo pa res sledilo. In naslednji dan mi da te vaje in se jaz uprem. In pa sem si rekla, poglej, kaka si. Potem, ko sem prišla malo k sebi, sem rekla, poglej, kaka si. Prejšnji dan zvečer si obljubila, da boš sledila, zdaj pa v tebe sam zahtevala sonožno skakati, pa nisi. In jaz sem sebe toliko obtožila za to, da niti glave več nisem mogla dvigati. Takole dol sem hodila. In pa me je Pink videla, nisem šla niti zajtrka jest, sam dvorano sem šla, sem se tam usedla in sem ždela v tej bolečini, ki je bila neverjetna. In pride Pink in reče, Leja, a te zebe, a zapremo okno. Mislim, s tako nežnostjo je prišla, s tako vibracijo, ampak jaz nisem mogla. Sam to sem rekla, ne, sem se zavila v deko. In pa se je začel tretma in pride ena, ko je tudi več časa trenirala za Pink, ena Eva je bila pa reče, Leja, kaj ti je? Pa sem komi zdavila, lej, kaka sem Eva, kaj sem naredila? Poglej, tak sem obljubila in zdaj sem to hotla, pa nisem. Pa reče meni Eva, jaz to že skozi delam, jaz pa nisem taka, jaz pa če kar srcem nekaj rečem, bom temu sledila in to je za mene nedopustno, kar sem naredila. In pa je prišla Pink in je iskala pot do mojega srca, ker sem bila čisto zaprta, ko školka, ne? In je iskala pot do mojega srca in pol nekako je najdla to pot
In sem splavala ven in sem se ful dvigala in pa sem mi rekla, najprej sem rekla, Pink, joj, kaj sem zgubila, ker nisem te vaje delala. Pa me je čudno pogledala. Pa sem rekla, ne, Pink, ogromno sem dobila. Zdaj vem, kak ego deluje. In kako sranje nam povzroča, koliko bolečine. In takrat sem ugotovila, koliko je to škodljivo, ko se držiš enih svojih, ne vem, enih miselnih vzorcev in nočeš spustiti ali pa nekaj narediti, ki je tako zelo enostavno. In takrat sem pa videla, da res ego je in kaj nam dela. In od takrat naprej, to je bilo leto, ko zdaj govorim, tole leto je bilo leto 96. In od takrat naprej sem potem začela delati na tem, da spuščam svojo miselnost, spuščam ego in moram reči, da sem še vedno na poti. Vse bolj mi ratuje, so pa še vedno situacije, ko mi glava kaj nagaja. Jaz bi kar da nadaljujemo, ampak zelo zanimiva mi je pa stvar, da ti si se učila od iPink, Tjaša se pa zdaj od tebe uči. Pa bi mogoče bilo zanimivo slišati tudi kakšno zgodbo od Tjaše, mislim, mene bi zanimalo, da bi ti povedala, kako si prišla v stik z Leo, ne? Pa kakšne si ti imela mogoče težave? Ja, jaz pa mogoče glih obratno, sem pa ful sem imela vedno v sebi nekaj, da me je zanimalo duhovnost. Jaz vem, ko sem hodila po eno in isti poti, na železniško postajo mimo neke ezoterične knjigarne in jaz sem se vedno prilepila tja na tisto izložbo in sem gledala tiste naslove teh knjig in mene je to ful vleklo, ta cel duhovni svet. Ampak to sem jaz pol študijem in tako s temi raznimi stvarmi, ki so me takrat obremenjevale, sem počas odmislila in nekako to nikoli ni prišlo zares v moje življenje. Sem pa potem enkrat v bistvu, sem imela pa obdobje pred tem, da sem jaz zelo veliko brala. Brala sem knjige te stvari, psihološke, ne vem, duhovne in vem, da sem se s tem strinjala, ugotovila sem pa, da jaz tega ne znam živeti, jaz tega ne znam sprakticirati. Vse to mi je bilo tako zelo blizu, zelo sem se s tem poistovetila, se strinjala, ampak jaz sem pa, ko sem pa sebe opazvala, sem pa ugotovila, da sem jaz totalno nasprotje tega, kar berem v teh knjigah, da sem čustvena, da nimam pojma, kaj je brezpogojna ljubezen, da sem zaprta, da sem sramežljiva. V glavnem, veliko stvari je bilo, ko sem čutila, da jih moram na sebi spremeniti in sem iskala neko vodstvo, iskala sem nekoga, da me bo popeljal čez to, ne? Ker sem videla, da s knjigami ne bo šlo. To mi je nekako pomagalo, ampak prav iskala sem nekaj drugega in takrat v tistem momentu sem res srečala eno punco, ki je hodila k tebi na tretmaje, Nino, in ona mi je nekako predstavila to metodo in jaz sem pač takrat prav poklopilo se je. Jaz sem takrat iskala neko rešitev in je dejansko prišla in potem sem jaz prvič, ko sem prišla v ta prostor, tam, kjer potekajo tretmaji, to je bilo takrat še na Rimski cesti ali kako ulici, v glavnem, jaz sem se tja usedla, nisem nič se izpostavila, nisem nič govorila, samo sedela sem na tretmaju in prvo, kar sem gotovila, je bilo to, da sem drugačna prišla ven, da sem nekaj se je spremenilo, nekaj je bilo drugače. Jaz sem bila malo lažja, malo so se mi misli umirile, jaz sem takrat ful študirala in ti stres, tista napetost je malo popustila in pa sem jaz počasi začela hoditi na te stvari. Vedno bolj intenzivno. In ni šlo vse tako spet tako gladko, da bi jaz takoj ful zagrabila, tako kot je rekla Lea, da se je takoj začutila, ampak je bilo malo bolj postopoma, ampak ko sem jaz prvič začela čutiti tisto energijo, ko sem se usedla enkrat na oder in sem jaz čutila tle te mravljince in ko me je nekaj tako oblil, vem, da sem se jaz jokala cel tretma, da so mi solze nekako lile iz oči in da sem takrat prav tisto neko milost sem čutila, da obstaja to, neko potrditev sem dobila, da obstaja tista stvar, ko smo lahko ljudje varni z njo, nekako tisto varnost sem čutila pač takrat v tistem momentu. In pol se je to sam še bolj stopnjevalo. Jaz sem imela zelo lepa stanja, tako kot si ti rekla, Lea, uživanje z energijo, zelo mi je bilo prijetno. Moj prvi intenziv je bil zame tako, sploh ne znam tega opisati, tako
toliko veliko teh blagodejnih občutkov, teh, ki jih prej sploh nisem poznala, zato tudi zdaj ne najdem imena za te občutke. Neka popolna izpolnjenost, prostost, nek mir, nek tako, kot ti duša v medu se kopa, taki lepi feelingi. In po noči sem zdel, da spim z angeli in jaz sem rekla, wow, to je pa nekaj, ko bom jaz se držala tega, ne. Mogoče pa prvič tisto, ki me je pa res tako nekako naredil nek tak preboj pri meni, je bilo pa to, da sem z enega tretmaja prišla, pač, da je bilo konec, jaz grem ven in se vozim z avtobusom in se usedem nekje na eno klopco in sem se toliko dobro počutila, da sem se rekla, lej Tjaša, čist nič se ni spremenilo okrog tebe, nič se ni, v enem okolju si dokaj brezveznem, tam je bil nek avtomat, nekimi pijačami, nedelja je bila, tam so bili neki ljudje, taki, ne vem, so bili neki narkomani, ne vem, nič ni bilo tako lepega okrog mene, ampak jaz sem se počutila pa toliko dobro in sem rekla, očitno je izvor teh občutkov v meni, očitno lahko jaz to doživljam in da moja duša to lahko proizvaja. In jaz sem si rekla, zakaj bi se sploh s čimerkoli drugim ukvarjala, zakaj bi toliko pozornosti usmerjala vse druge stvari, če je v meni izvor teh lepih občutkov. In potem sem nekako se odločila za ta trening. In tako, nekako, da bi jaz rekla zavestno, tako, kot si te rekla, da sem se odločila, da bom sledila temu. Ampak isto pa pol takoj po tem, kar mi je bilo dano, tako, brez da sem se jaz karkoli potrudila, mi je bilo dano kar tako, neki te lepi občutki, ko so ka neki limanci, da te neki potegne, da si želiš še tega, pol pa sem odgotovila, kaj je ego in koliko težko ga je spuščati. Pol pa smo pa na to prišli. Po vseh teh lepih feelingih, po vseh teh nekih spoznanjih, ki so mi bila kar dana, sem jaz pač ugotovila, da je pa na poti med tem in med mano moj ogromen ego. Tle mi je pa Lea ful pomagala, ker mi verjetno ni bolj nobeno življenje tok, ravno s tem, da mi je znala ego speglati, da mi je povedala, kje delam narobe, da mi je dala neka druga sporočila, bolj sveža, da sem jaz sploh lahko začela drugače funkcionirati. In to je meni v bistvu nekako življenje čist, odprlo mi oči, ker jaz to sploh nisem vedela, da sami sebi to delamo, da je ta ego taka ovira in vključno, mislim, hkrati s tem je pa prišlo tudi to, da koliko ljudi tega ne ve, da koliko ljudi živi iz dneva v dan in da ne vejo, da med njimi in med tem uživanjem življenja, da je ta ego. In pa sem tako začutila ful potrebo po tem, da bi to rada dajala ljudem naprej, neko to znanje. In tako, ker se mi zdelo, da je to meni toliko pomagalo, to je meni toliko spremenilo življenje in ko gledam vse ljudi, vedno vidim, da je samo to ta ovira in če bi to znali, če bi imeli to sposobnost spuščanja svoje resnice, svojega ega, da bi bilo vse drugače. In to me je začelo pač ful zanimati, vedno bolj mi je zanimivo. Ker to se ta pot se res nikoli ne konča. To vsakeč je nekaj novega, vedno je nekaj, kar še lahko odkriješ, nekaj, kar še lahko treniraš, vedno na višje nivoje greš lahko, vedno bolj lahko uživaš z energijo. Seveda, pridejo tudi težka obdobja, kjer ti nič ni dano, ampak ravno to, da takrat pač se učiš, da to nekako prerasteš, da si še vedno imaš tisto naravnanost, kako prideti čez to, da v bistvu vedno pol nekako se življenje gre v neke druge nivoje, tako kot sva se midva pogovarjala. Življenje je v bistvu res kar neka taka sila nevidna, ki nas poganja in v bistvu res jo izkušamo, jo tako zelo subtilno, v bistvu mi živimo isto življenje, kot ga vsak dan, ampak nekaj se spremeni v nas in živimo življenje na drugem nivoju. Tudi če nič v zunanjem svetu ne spremenimo, ampak naše doživljanje življenja je drugačno. In to se mi je zdelo pač tako zanimivo. Tako da to je bila tako nekako moja vstopnica. Ker recimo, ko poslušam take stvari o lepih stvarih,
zdaj bom govoril, kaj se v meni noter vzpostavi. Ne? Se vzpostavi glas, ki je ego, ki ga zelo zanima, kakšen je to občutek, ne? In kako do tega priti. In ego si ti tudi večkrat omenila, mogoče gremo lahko v to smer. Ne? Zakaj ima Homo sapiens ego? Kaj je njegov namen? Zakaj zaradi njega toliko trpimo? No, tako. Jaz, Tjaša, dobro. Kar le, izvoli. Okay, dobro. Zdaj, najprej bom povedala takole, da ko ljudje uporabljamo določene izraze v življenju, si lahko vsak malo po svoje nekaj predstavlja. Zato bi jaz najprej povedala, kaj pomeni ego s teorije Life Technology. Čeprav tudi jaz pa, ko imam predavanja ali pa mislim, kad v egu razlagam, res detaljno povem, drugače pa tudi se površno izražam, ker je morda komplicirano, če bi čisto natančno vse. Zdaj bom pa najprej povedala. Torej, pri Life Technology je takole. To verjetno so vsi strinjali, da človek ima dve komponenti, telo in dušo, in da v duši so naložena sporočila. In ta sporočila morajo potem vsak dan sveže priti noter in vsak dan stara iti ven. Podobno kot na primer pri hranjenju telesa. Hrano poješ, jo potem prebaviš in moraš pokakati in polulati. In sporočile bi moglo isto biti. Samo razvojna stopnja Homo sapiensa je taka, da premalo jemo svežih sporočil. Če tako se izražam, po dušo pride premalo svežih sporočil, ki prihaja iz vesolja. Sporočila definiramo. Kaj je sporočilo? A je to informacija? Sporočilo je snov. To je snov. Naprimer, tisto, kar so ljudje do zdaj odkrili, je kvantna fizika največ odkrila. Samo to so materialna sporočila, to so tista, ki tvorijo materialni svet. Ta svet, ki ga mi z našimi 5 čutili zaznamo, to so ti kvarki, razni tisti fotoni, ne vem jaz točno vse. V glavnem, kvantna fizika je to že odkrila. Obstajajo pa še druga sporočila, ki tvorijo ta nevidni svet, mi temu rečemo prenatalni svet. In sporočila so snov. Ko na primer fizika tudi raziskuje snov, to je sicer nam nevidna snov, ampak je snov. In na tej snovi so potem vtisnjene informacije. Se pravi, da sporočilo je kot seme, naprimer kot rastlina. Ti pogledaš, naprimer, seme pšenice pa seme pire, sta zelo podobni, ampak vsako seme ima svoj zapis. Torej, sporočilo je seme, zapis, kaj bo z tega sporočila ven nastalo, ali pa pšenica, ali pa pira, je pa informacija. Tako po Life Technology. Zdaj ne vem, sem dosto povedala. Meni je zdaj jasno. Jasno, ok. No, zdaj pa gremo do tega. Se pravi, da v duši bi mogli vsak dan dobiti sveža sporočila. Tako, ko moramo vsak dan svežo hrano jesti. Ampak sporočila, ki so v hrani, niso toliko sveža. Naprimer, tista sveža sporočila za dušo, o katerem govorim, prihajajo z vesolja. In zato je tudi, dostikrat se posluša, naprimer, eni govorijo o prani, to so naprimer lahko ta sporočila. Ali pa nebeška mana, menda govori Jezus, to so ta sporočila. In v jutranjih urah lahko največ pokasiramo teh sporočil, predno sonce vzide. Takrat je največ teh sporočil sicer v zraku. In to so sporočila, s katerimi se hranijo in živali, in rastline. In ljudje pa premalo teh sporočil vsrkamo. Premalo. Ne zadosti. Se pravi, da po eni strani, bom rekla, je duša lačna, in potem poskušamo napolniti z raznimi aktivnostmi, ne vem, kaj se mora dogajati, da neko notranjo izpolnitev doživimo. Zato, ko smo s Tjašo prej govorili, kako ta notranja doživetja, ki jih imamo, je od tega, ker se skozi ta trening učiš ogromno količino teh svežih vesolnih sporočil, pri nas šanči sporočil pokasirati. In to ti da potem tisto bajno uživanje, ker se je duša najedla in je zadovoljna. Ampak drug problem, ki je pa ta, da, ker je večji problem, je pa to, da Homo sapiens zadržuje stara sporočila. Namesto, da bi lulala pa kakala duša, jih nekaj zadržuje. In to, kar zadržuje stara sporočila, je po naši teoriji ego.
Torej, ego je kot neka zapornica. Torej, ego je nujno potreben, ker če ega ne bi bilo, potem bi sporočilo duša dobila in bi šlo kar ven. Mora pa nekaj časa, mora sporočilo v duši biti, to pa zato, ker s trenjem sporočil iz duše se ustvarja naša življenjska energija. Dejansko naše telo vsebuje dušo in naše telo je dejansko stroj za delanje energije. Iz teh sporočil, ki jih imamo v duši, ko se med sabo trejo, nastane naša življenjska energija. In zdaj vprašanje, katera sporočila se trejo. Če se sveža trejo, potem skozi nas teče svetla energija, ki nam pomaga tudi do zdravja, do boljših odnosov in tudi do večjega finančnega pretoka. Če pa se trejo stara sporočila, potem pa gre skozi nas bolana energija in zato tudi velikokrat zbolimo. In zato smo tudi nesrečni. In zato so tudi odnosi slabi. In zato tudi dostikrat finančni. In zato je to treba, torej ego tako z našega stališča je nujno potreben kot zapornica. Sam ta zapornica se mora vsak dan odpreti, no homo sapiens pa tega ne zna. In homo sapiens zadržuje ego. Se pravi, to zapornico zadržuje in zato stara sporočila ne grejo ven. In stara sporočila so kot gnoj, kot plesen. In zaradi tega se potem v končni fazi ta gnoj in plesen manifestira skozi fizične bolezni. Zelo pogosto še prej pa preko čustev. Ker ljudje, ki so močno čustveni, pomeni, da imajo zelo visok ego. To bo mrskoga prizadelo, sam to je res. Ker za nas ego ne pomeni to, da moraš biti ful ponosen, gospodovalen, zadirčen, ukazovalen, to je zdaj ego. To ni to. Tudi ljudje, ki so zelo jokavi, ljudje, ki so depresivni, ljudje, ki so zelo nesrečni, ljudje, ki imajo občutke krivde, ljudje, ki imajo polno zamer, to vse spada v isti krog. Pač po naši teoriji. To so samo posledice. Ja. To je zato, ker držijo stara sporočila. Ja. In zdaj je treba, v bistvu to, kar je treba narediti. Pri egu je to, ne da ga odstranimo, tako rečemo, ampak mi govorimo, ego spustiti pomeni, da zapornico spustiš. In tega naravno homo sapiens ne zna. Zelo močno se tega drži. Že celo mali otroci imajo lahko zelo visok ego. In v današnjem času, na primer, so starši dostikrat kar nemočni že pri 2 letih starih otrocih zaradi tega, ker imajo ti otroci zelo močen ego, starši pa nimajo znanja, kako ta ego streti. Ker če grejo za agresijo nad njih, bo še morda lahko kaj dosegli, samo otroci bo tem prestrašeni in se bo, če ne prej v puberteti, začelo kazati, to ful narobe. Te duše zdaj novodobne so čisto drugačne, kot so bili na primer mi. In za agresijo ne dosežeš veliko. In bi starši mogli imeti zelo, kaj se rekla, zelo dobro energijo, veliko svetlobe bi mogli, zelo dobro energijo, veliko svetlobe bi mogli dati otrokom, da bi zaradi te svetlobe otroci ego spuščali. Jih je treba naučiti, ker imajo nekako podedovano to, da nekako homo sapiens ima podedovano to, da to zapornico drži. In je ne spusti, in je ne spusti, in je ne spusti. In to je tisto, kar se na primer pri Life Technology učimo. Dejansko vse težave so zaradi tega, vso trpljenje, ki ga imamo, je zaradi tega, ker to zapornica drži ena stara sporočila. In da lahko se ta zapornica odpre, je potrebno zelo velika količina svežih sporočil. To je tako, kot če se ti zameši odtok, naprimer na vodi, naprimer v kuhinji, če potem zelo močen curk vode daš, se lahko ta zamaše kot maše, ampak mora res zelo močen biti. To se ne vem, sem odgovorila, ali še kaj? Ja, jaz bi kar malo kle ostal, a imaš ti kakšno pripravljeno vprašanje, ker jaz bi ostal na egu, mogoče. Dej kar povej. Mogoče bi me zanimal en konkreten primer, ali pa bi ga jaz dal, pa bi vprašal, a je to? Manja saj. Recimo, ego se lahko kaže v tem, da jaz v nekaj verjamem. Verjamem v nek svet, kakor ga jaz opazujem že od malih nog. Lahko je to recimo znanstveni pogled na svet. In nekomu, ki tole posluša, recimo, bi lahko trkal na ta ego. Vse to, kar si ti rekla, ne bi bilo v skladu z njegovo resnico. In to bolečino, ki bi čutil,
mogoče jo ne bi on definiral kot bolečino, ampak je neko trenje znotraj. Aha, zdaj hočem jaz povedati, da to, kar Lea govori, ni resnično. In moram popraviti, ne? A je to ego? To, kar si mi zdaj rekel, to je pa že ena druga stopnja. To se pa reče spuščanje svoje resnice. Ker mi ločimo med tem, da spustimo ego in spustimo svojo resnico, čeprav gre v vsakem primeru za spuščanje zapornice, ne? V vsakem primeru. Samo, kadar jaz govorim spuščanje ega, to so bolj, bi rekla, niso tako zakoreninjeni miselni vzorci, ki dejansko zakoreninjeni miselni vzorci, ki jadrajo na naših vrednotah. Ne, ali pa na našem, to je res. Ne? Temu pa mi že rečemo potem spuščati sebe. Ego je bolj tisto, kar sam vidiš, da bi mogel spustiti kakšne negativne stvari bolj. Se mi zdi recimo ljubosumje, jezo, ko se že tako, ja, veš, da ti povzroča težave. Nekaj, kar je pa vrednota, a ne tvoja resnica. Se mi zdi, da tisto je pa že spuščanje sebe. Ja. Aha, jaz sem to vedno enačil, ne? Sebe kot ego, ne? Se pravi, čim lahko jaz definiram, jaz sem Klemen in verjamem v te stvari, to vse ego konstrukt govori, ne? Ni, veš, kaj ti lahko verjameš v svoje stvari, nič ni narobe. Ampak kako se pri tem počutiš? In če se počutim dober? Potem ega ni v igri. Okay. Zato, ampak če pa želiš naslednjo razvojno stopnjo doseči, da se osvobodiš, da postaneš človek svetlobe, je pa treba tudi to spuščati. Človek svetlobe. Ja, kaj ne rečem? Ja, ne, Zdaj rekel si, da lahko rečemo vse, da ni treba nič kritiram. Ne, zanimivo mi je, ker Tjaša mi je parkrat omenila izraz homo illuminis. Ja, to sem ga jaz producirala, nisem ga nikjer prebrala. In mi je zelo zanimiv, ne, ker recimo mogoče moj ego želi iti na naslednjo stopnjo, ne, se pravi, mi smo zdaj homo sapiens, ne, in kaj je nad tem, ne, kaj je naprej, Uživanje. ne? Ja, jaz bom mogoče rekla to, da je nek kontrast, a ne, kako deluje homo sapiens, pa za kontrast, kako naj bi deloval homo illuminis, a ne, čistko, kako gre čez življenje, eden in drugi. Ne, tako se mi zdi, meni je vedno to zanimivo, ker mene to ful pač potegne, ker nekdo o tem govori, ker jaz res začutam takrat, da je to možno in da lahko ljudje bi živeli na ta način, a ne, če bi se strenirali, tako da ja, tako mogoče. Ja, veš kaj, mislim, da imaš ti že veliko izkušenj, tako da uspeš se odzvati v situacijah na nov način, tako se učimo s to metodo Life Technology, ne, takrat vidiš, da je to res. Da je res čisto drugo. Prej si razlagala tisto, da si bila v nekem stanju, da okrog se nič ni spremenilo, sam ti si se znotraj ful dobro počutila. Zdaj pa izvin homo sapiens je pa zelo odvisen od tega, v kakšni situaciji se znajde, s kom se druži, koliko denarja ima, koliko veljave ima, kup enih teh bi rekla, enih teh pogojev je, ja, kup enih pogojev je, ali se bo dobro počutil, ali se ne bo. Ne, to je ravno zaradi tega, ker mislim, se je to tako kompleksno vse to razložiti, ampak vse imamo čas. Imamo čas, ja. Ne, res imamo čas. Ja. Je tako, ne, da to, ko ti začneš ego spuščati, se začne naša duša tudi čistiti. Se pravi, da s tem, ko se duša čisti, ima tudi drugo zavedanje. In ko imaš drugo zavedanje, lahko ene stvari, ki si jih prej videl nemogoče ali pa nepravilne, vidiš, da to sploh ni res. In tako, da to je tak, bi rekla, en tak širši spekter je. Ampak začetek, ne, bi rekla, prva stopnica, da greš proti človeku svetlobe, ker človek svetlobe je za mene tisti, ki sveti. Ampak ne, da sveti samo, 5 minut na dan, ali pa 10 minut na dan, ali pa 2 uri na dan. Kaj pomeni, da svetiš? Da svetiš, zdaj eni to vidijo. Naprimer, največ, kar je pri nas vidno, je tele, ko so svetniki po cerkvah, ki imajo tisto tu zadnji.
Ne, in, zdaj ta človek svetlobe Nebeški sij, ali ja, kako? nebeški, tisti je pa še tu gor, tisto je pa še posebej ena tista. Ne, ampak to, da pol tako svetiš, da se v bistvu kot sonce. Ker zgodi se včasih na tretmanih, ko imam tretmane, ko vodim tretma, nekateri v enem trenutku ne vidijo čist nič druga, ko na odru samo sonce. Tudi mene ne vidijo več, samo sonce. Naprimer, in ljudje bi mogli priti do tega, da svetimo kot sonca. Ker vsak človek, ko je živ, nekaj sveti. Ne more, drugačni živ. In zdaj lahko svetiš kot ena svečka, ne, tudi nekaj svetlobe daš, lahko kot te žarnice tule, lahko, ne vem, kot reflektorji, lahko pa kot sonce. Ne, dejansko, glede na to, ne, svetloba, tako, ki si od nas ven, je odvisno, kakšna sporočila trejo, tako kot sem prej razlagala. Ko trejo res ta najbolj sveža sporočila, pri nas pršanči sporočila, ta vesoljna sporočila, ki so pri nas šanči sporočila, takrat siješ kot sonce. Jaz sem eni sijo malo časa, zdaj zanimivo, ko imamo Zoom, ker Dejan vse to vidi. Aha. In smo vsi na Zoomu. Ne, in on vidi, kako kdo sveti. Ne posname na to. Ne, to ne moreš posneti. Malo se hecam, malo se hecam. Ne, to on vidi s svojimi očmi. On ima pač eno sposobnost, bi lahko razvil rentgenske oči tudi. Sam pri tem mu še ego nagaja. Ne, to pa je tisto, da prelagaj tehnologijo tako, da bolj ko treniraš moralo, kar pomeni, bolj ko spuščaš ego, bolj ko spuščaš sebe, več verjetnosti je, da se ti razvijajo posebne sposobnosti. Mi ne razvijamo posebne sposobnosti tako kot ene metode, ki so prav tehnika za razvijanje. Mi tega ne delamo, ker mi pač, ko smo mi dojeli, mora to z roko v roki iti. Če imaš ti posebne sposobnosti, pa ne dovolj visoko moralo, lahko narediš več škode, kot koristi, ker ni dobro ne za ljudi, ne za tebe. Ne, zato pri nas to gre po naravni poti. No, in pri Dejanu je tako, da on bo mogel si še malo moralo speglati in jaz upam, no, da bo, mislim, ker to je pa to, on pa ni sam, da vidi sejaj, on na primer na trenutke lahko vidi v telo. Ko je energija Petri lok delala, ko ona ima ploske noge in je lok delala na stopalu in je ful bolelo in se nekaj Dejan položi roke gor in on je videl, kako se kosti postavljajo v drugo lego. In je res pol poti smo imela lok. Ne, to bo kdo rekel, da lažem, da znam sem fantastika, ampak ni važno, resnica je. Ne, ker to sem se spomnila iz sebe, ko sem poslušala na začetku te neverjetne zgodbe, ko sem rekla, da lažejo. Mislim, to je eden, ki tega ni videl, ampak to je cela skupina je videla. Rentgenske oči je pa samo on imel, jaz jih tudi nimam. Ne, da bi jaz videla, kako so se kosti postavljale. Jaz sam dobim sporočila, da se lok dela, ne morem pa videti, kako to dejansko gre. Kako se tiste kosti predstavljajo. To, ko smo govorili, ne, da svetiš kot sonce, ne, to je verjetno odvisno tudi od tega, koliko imaš svetlih sporočil, ampak tudi koliko je duša očiščena. Ne. To se pravi nekako, koliko lahko prevaja sploh tega, ne, koliko je tega, ker recimo, ne vem, to je ta proces, ne, kjer se ko mi recimo naložene so not stvari, ki smo jih mi dolg časa zadrževali, ker se ta loputa ego dolg ni odpirala. In to ti ves čas preprečuje, da bi nekako bil sonce, ne? Tudi če nekje v osnovi imaš ta potencial, ampak ga ne moramo trenutno, kako se reče temu, ne moramo ga udejaniti. Ne more priti ven. Ja, ne more priti ven. Ja, mogoče nekje zapisan, da bo, ampak ne more priti ven. Ja, in to se mi zdi, da ti energijski nivoji so res mogoče čist drugje pozicionirani, kakor naprimer mi rešujemo stvari, a ne, mi pristopamo k stvarem tako na telesni ravni, rešujemo probleme na psihološki, na različnih teh ravneh, a ne, na ravni energije. Pa recimo redko se lotimo tega spreminjanja energije, ker je to zelo abstraktno, ne? Ampak tako, kot sem jaz ugotavljala, je res ful pomembno, da ti spremeniš energijo ravno s tem, ko sebe čistiš, ko spuščaš ego iz dneva v dan, pa postaješ bolj svetla duša in dejansko lahko sploh potem
kdaj v prihodnosti svetiš na ta način, ko smo prej govorili. Ne? To se pravi, ta energijski nivo mene zanima, zakaj je pomemben. Tako, ne vem, če ti boš znala boljš povedati, kaj jaz, da se ljudje lotimo reševanja svojih težav na tej energijskem nivoju, da je energija tisto, kar šteje. Ja, veš kako je, jaz če gledam takole ta razvoj ljudi, dejansko so ljudje energijsko itak dvigujejo. Aha, mislim, če gledaš od praskupnosti do zdaj, se energijsko dvigujejo, samo jaz vidim, da zdaj večinoma to, kaj bi rekla, to energijsko dvigovanje uporabijo za odkrivanje materialnega sveta. Manj jih pa zanima tale nevidni svet. In jaz tako gledam materialno, moj materialni svet smo že toliko raziskali, da ne vem, kaj še lahko. In zdaj je to bodočnost. In ljudje se bodo ozavestili in bodo vedli, ampak najprej morajo imeti dost enih, kaj bi rekla, enih dokazov. Homo sapiens je tak, da rabi veliko dokazov. In zdaj, ko so imeli energijo, tako jaz vidim, je dejansko začetek je v duši. In Life Technology dela največ z dušami. Ne, tudi nekaj z energijo delamo, se pravi preko sijaja, ampak drugače pa največ sporočili. To je metoda sporočil v prvi vrsti. Ja. In pol posledično se spremeni energija. Jaz kaj sem rekla, ne, dušo je treba spremeniti, treba je stara sporočila vendati, pa kvalitetna sveža noter. In to je proces, to ne more biti v enem dnevu, zato eni 15 let že to trenirajo, jaz treniram to od leta 92. To ni, pa naprimer še nisem razsvetljena, ker končna faza je pol, ko delaš te korake, da si razsvetljen, ker ljudje, oziroma mojstri, ki so razsvetljeni, ker jaz sem mojster, ampak nisem razsvetljen, to je še veliko korakov. Da postaneš razsvetljen, je treba veliko korakov narediti, takrat pa potem svetiš ko sonce stalno, zdaj pa še nihamo. Mislim, nihamo, tudi jaz niham. Enkrat sem bolj svetla, enkrat sem manj svetla, tudi meni sijaj še niha. Ampak ljudi, naprimer v današnjem času, ljudi ne zanima, da bo eno začel Life Technology trenirati zato, da bo svetu. Ga ne zanima. Bolj, da si poštima svoje da si poštima tiste svoje težave, ki jih ima, in pol med tem eni, ko si te težave štimajo, pa ena peščica ostane, ki jih začne zanimati nekaj več. In ti si ena izmed njih in to je verjetno tista peščica, ko bo pa v prihodnosti igrala pomembno vlogo, ko bo treba druge ljudi tudi učiti in voditi. Ker ko sem bila jaz majhna, tako je bilo, vsaj v Trbovljah, jaz sem iz Trbovlj, v glasbeno šolo so redki otroci hodili. A veš, to je bil privilegij. Baleta sploh ni bilo pri nas. Ne vem, športne šole ni bilo, to je pa kasneje kaj ratalo. Glasbena se spomnim je najprej bila, sem zdaj pogled starše, glasbena šola, športna šola, plesna šola, balet, ne vem kaj vse, potapljanje, risanje, kaj vse otroci grejo, ker so zdaj, gremo naprej in potem starši vidijo, kaj je tudi vrednost, ne, in tisto potem otroku tudi nudijo. Zaenkrat pa še nismo na tem, da bi ljudje videli, da je vrednost to, da svetijo, ampak je treba tem materialnem svetu nekaj ponuditi. Ampak prišli pa bodo čas, jaz sicer vem, če bom jaz doživela za mojega življenja tega, zdaj ne vem, ampak meni je to čisto vseeno. Sam to pa prav čutim, da prišli bojo pa tisti časi, ko bojo ljudje iskali svetlobo, ko bojo vse drugo imeli, sam svetloba jim pomanjkala. In poznam ene ljudi, to sicer ni Slovenci, ravno niso, ampak so ene Američani, ki so toliko bogati, da nimajo, oni ne morejo vsega denarja porabiti, to se mi težko predstavljamo. In kaj so začeli iskati, jaz ne bom rekla svetlobo, ampak samo mir. Njih zanima samo še mir. Jih še ne zanima svetloba, ampak mir pa že. Ta res notranji mir, ne, da si res to noč spokojen v vsaki situaciji. Sej na neki ravni jaz verjamem, da vsi iščemo isto stvar, vsi ljudje. Sam smo mogoče nekateri bolj zmedeni, nekateri manj, kako pride do tega. Ne? Ta mir je po moje ultimativna stvar, ki bi si jo lahko človek želel, pa tudi želja je zelo taka, ker takrat ni miru, ki je želja. Ne? Ampak zafilamo to z materialnimi stvarmi, ne? Ker ne znamo drugače. Ne? In mogoče je ena pozitivna stvar našega norega sveta, ki bazira na tehnologiji pa kapitalizmu, da ti dejansko se posebno dokažeš,
da ne dobiš tega mira, ko si kupiš končno tisti avto, ki si želel si ga že od malih nog mogoče, ne? Ali pa da si uspešen. Ti si točno tam, tako kot je Tjaša rekla, ti si lahko obratno zdaj, ne? Ti si bila v recimo negativnem okolju, pa si pozitivno počutila. Obratna situacija, ne? Ti imaš okoli vse pozitivno, kar si kadarkoli želel, nimaš več ideje, kaj bi si kupil ali pa na čem bi še delal, noter pa nimaš miru, nimaš zadovoljstva. Ne? In po moje to potiska ljudi v duhovne sfere, saj tega je vedno več. Ne? Ja, to pa moram jaz reči, ker jaz sem začela 96. tole profesionalno delati, da smo bili zelo čudni, mi smo bili zelo čudni, ampak zdaj pa vidim, da je zaslove, ki ga mi uporabljamo, se že tudi v medijih uporablja. In vse več ljudi, sploh vi, ki ste bolj mladi, ki ste druge duše bolj napredne, je dosti bolj sprejemljivo to. Nismo več kot da smo čist z drugega planeta. Ker ko sem jaz to začela delati, sem bila res kot z drugega planeta. Ker ko sem jaz službo pustila, da sem lahko tole začela delati, sem imela pogoj, da službo pustim. Čeprav sem jo zelo rada imela in moram reči, da sem mladino zelo pogrešala. Ker pol, ko sem začela delati, so glavno prišli starejši ljudje s težavami in sem mladino zelo pogrešala, ampak takrat je bilo tako, da jaz sem delala na tehniški šoli v Celju in so govorili, da se mi je zmešalo. Oziroma, zadnje leto sem delala na gimnaziji, tisto malo. Ampak govorili so, da se eni profesorice matematike zmešalo, kaj naredila. Tako dobro službo, tako dobro plačano pustila in šla to delati. Sam jaz sem vedela, kaj delam. Jaz sem takrat, meni se je to odprlo. Jaz, če še to povem, jaz nisem imela namena tega delati. Jaz sem enkrat sicer začutila, da je to ful vredno in da to je edino, kar bi jaz rada delala, ko matematiko učila. In to sem izjavila enkrat v kanalu, ampak potem je Duško najprej rekel, fajn, pol je pa rekel, kaj se pa ti predstavljaš, kdo pa ti si? Kaj misliš, da štija je ping, se ti tak, kaj se meni sposobnosti nimaš? In pa sem pa res, pa ti pa začne glava, kaj se pa ti greš? Si nimaš sposobnosti. In sem to pokopala. In jaz sem se odločila, da ne bom tega delala. In ko smo šli na inštruktorski tečaj, mi dva smo šla zato, da dobiš neke sposobnosti, da pomagaš lahko domačim. Ker moram povedati, da že pred tem, od leta 92, ko sem prvič prišla v proces, sem že dobila nesposobnosti, ampak kratko po občutku sem otrokoma položila tule gor roko na čelo in sta bila zdrava. Mi nismo več rabili zdravnika, odkar sem jaz roko polagala. Ampak jaz sem se sam sprostila, pa roko položila, ampak jaz nisem videla, da ima kakšne zdravilne sposobnosti ali kaj taka. Jaz sebe nikoli ne vidim kot človeka, ki ima zdravilne sposobnosti. Ampak jaz sebe spustim in skozi mene deluje, saj ne delam jaz. No in takrat pol, če sem hotela povedati, kje smo bili, leta 96, da mi dva smo šla zaradi tega na tisti tečaj, da bi tako še otrokoma pomagala ali pa tako, bolj tako. In potem bila ena sreda popoldne, ko reče Pink tako, zdaj se pa dobili sporočila za zdravljenje. Mene je nekaj preletelo in jaz sem rekla, jaz moram to delati. Mislim, to je bila sekunda. To ni, da sem jaz načrtvala. Takrat se meni nekaj odprlo, jaz še tam ne vem kaj. Ampak takrat se meni to odprlo in takrat se nekaj, jaz moram to delati. In gotovo. Enostavno nisem imela poti nazaj. Meni vedno pade na pamet tista situacija, ki se je dogajala v srednjem veku, ko je kuga razsajala. Pa je nekdo rekel, da mogoče to podgane povzročajo, pa da se je fajn roke umivati. Higiena, higiena je bila tam pač nepomembna stvar. In samo nismo vedeli, kot človeštvo nismo vedeli. In jaz vedno dam to primerjavo, da zdaj trenutno ne vemo, da je pomembna higiena uma. Jaz sicer ostajam na umu, ki me zelo ta budistične sfere bolj vlečejo. Ampak to, ljudje se ne zavedamo pomembnosti higiene uma in da kaj nam vse um ustvarja. Mi se lahko spucamo na čistne, ampak noter si pa lahko zapackane. Ja, še notranja higiena, ja. In pol verjetno bo šlo isto, tako kot je šlo takrat. To je telesna nehigiena je povzročila določene bolezni in tudi zdaj notranja nehigiena povzroča recimo bolj psihične bolezni ali pa avtoimunske ali pa
nekje v tej smeri. Ja. In ko bomo tudi to ugotovili, da je pomembna notranja higiena, se nam bo pol za nazaj zdelo čudno, joj, zakaj nismo prej tega začeli delati. A ne? Sami sebi se bomo zdeli neumni, zdaj se nam pa zdi zelo tako navadno, če to pač zanemarjamo. A ne? Ampak verjetno bo enkrat šlo v to smer. Ja, mene zdaj bolj zanima ta homo illuminis, ne? Jaz vam sem še eno tlele, Kaj nov izvoli? stil življenja, a ne? Prihaja pol s tem človekom svetlobe, ko bomo vedno bolj svetli, bomo tudi v nekem novem stilu življenja živeli. Pa tako mogoče, če bi se na to navezali, mogoče malo. Ja, kako bi izgledala družba? Ja, Glih ker živi isto v sem hotel novem vprašati. stilu. Kako izgleda civilizacija? Pa mogoče, a homo illuminisi s temi karakteristikami so verjetno obstajali čez zgodovino, ne? Jo. Ampak ko govorimo mi o prehodu iz homo sapiensa v homo illuminis, to pomeni, da so vsi prišli. Da bodo vsi prišli. Da vsi Ja. Tako, da danes nimamo več homo erectusa, ne? Ja. Okay. Ja. Kako bi izgledala taka družba in civilizacija? Vse takole je zdaj, mi, kadar se mi, ko to treniramo, ko se med sabo družimo, je tega že lahko nekako okusimo. Zdaj ne vem, koliko si ti kaj bila, ne, te stvari. Ker pa je, bi pa rekla tako, da je nekaj, da naprimer še tudi nismo toliko počiščeni, da tudi potem pride kakšna čustva pa to, da to nam še manjka, ampak na trenutke pa znamo že zasvetiti takrat, ko marsikdo ne bi. In takrat je to, kar jaz pač opažam, ne? Ker se morda na zunaj ne vidi, najprej pa kaj je na znotri. Človek živi z odprtim srcem in takrat je šele pogoj, da skozi njega teče ljubezen. Ker Zemljani govorimo o ljubezni, ne vem, kaj vsi jo iščemo, samo zaprta srca so 1000 svetlobnih let od ljubezni. Ne? Vsaka pesem je o ljubezni, ne? Ja. Vse, ker to res, bi rekla, mrzlično iščemo, sam pri tem imamo pa zelo pogosto zaprta srca. In to ti pomaga odpirati srce, in ko je srce odprto, je pogoj, da steče ta brezpogojna ljubezen skozi tebe. In to je tako, ta ljubezen ni vezana na enega človeka. Takrat, ko si v tem stanju, imaš vse enako rad. To je res, kar reče, tudi sovražnika ljubiš. To se morda zdi karikirano, ampak to je resnično. Ni več sovražnikov, ni več. In potem ni več tega, bi rekla, borbe za svoj obstoj. Ni več vojn, ni več nadvladovanja. Vsak človek potem, bi rekla, z veseljem da svoje sposobnosti na razpolago za dobrobit civilizacije, kjer živi, ali pa skupnosti, kjer živi. Ker v materialnem svetu mora biti, če se obleka strga, se mora zašiti. Če se avto pokvari, ga je treba popraviti. Se pravi, da so potrebna določene spretnosti, določene veščine, določeno znanje, sam ljudje ga potem dajo brezpogojno za dobrobit ljudi. In ko vsak brezpogojno da to, kar on zna, potem denar zgine. Vsi imamo vse. In je raj na zemlji. In posledica tega je potem, da bolezni zginajo. Kako ste prej rekli, ne? Kakže umska nekaka nečistoča. Nečistoča. Higiena. Higiena rok je prinesla masovne smrti, ne, pri kugi. Pol nehigiena uma prinaša zdaj te težave, ki jih imamo. In potem, ko nehigiena uma tudi zgine, zginejo vse bolezni. Ne samo tiste, ki jih bakterije povzročajo. In to je to. In se mi zdi, v današnjih časih je najhujša bolezen pomanjkanje denarja. In ljudje so zaradi tega prestrašeni, zaskrbljeni, negotovi. In to je daleč od svetlobe. Tako da to je, jaz vidim, nov stil življenja je nekaj, ker jaz sem se že rodila s tem, da enkrat tako življenje bo. Jaz že odkar sebe spomnim se, vidim, da tako življenje bo. Ne vem, jaz sem kdaj že bilo? Ena vrsta taka življenja je bila v praskupnosti.
samo so bili na tako nizki razvojni stopnji, da so mogli drug z drugim delovati za preživetje. Zdaj pa na višji stopnji. Zdaj pa ljudem ne bo treba tako živeti zaradi preživetja. Ampak bo imeli, bi rekla, to kot ti, ko si rekel, njihovo zavedanje se bo dvigalo, oziroma ti bi rekel, zavest se bo dvigla na neko drugo raven. In takrat res noben več ne bo ogrožen, konfliktov ne bo, to odprta srca bo in pretok energije, pretok svetlobe in pretok svetlobe iz enega srca v drugo, to na tako možno si ne morete predstavljati. To je neverjetno. Ne zato, kadar se mi to dolj časa kaj več skupaj družimo ali pa smo kakšne cele dneve skupaj, ko to prakticiramo, je zelo zanimivo. Vzem en konkreten primer, ker je tako čist bi rekla enostavno. Ne? Ali pa dva primera sem se spomnila, bojno iz hribov. En primer je bil, da je pač enkrat je tako bilo, da so neki začeli v spirali kazati eni interes, da bi šli na Triglav. In potem smo rekli, slušam, ok, in bova trenirala in smo tudi to postnatalno naredila. Ker to so ljudje, ki jih je strah višin, ki jih je strah strmin. Ne? In jih je bilo treba trenirati prej, tako da smo naredili plezalne ture, da smo jih malo po malo vajali. Ne, tako da niso bili predolg v teh plezalnih poteh. Ne? No, in potem smo mi šli na Triglav s tisto skupino, ko smo šli. In to je bilo tako, to je skupina, da razen mene pa Dušana, pa Fitore, mislim, da mi trije smo bili kar res nobenih strahov. Vsi ostali pa tako drugačne strahove. In kako smo to z energijo pol šli. In kako je energija poštimala, naprimer Zlata je rekla, ne, to pa ne grem. Ker je gledala tam skredarce gor, ker ne vidiš, kje bi to sploh šel, je rekla, ne, jaz ne grem. Pa sem jo poskušala malo spraviti, pa ne. Sem rekla, ok, Zlata, pol pa ne. Pa sem spustila, pa sem se omakla, pa sem se sproščala, pa sem energijo prosila. In potem Zlata neko kavo spi in reče, jaz grem. In še zdaj pravi, Triglav, to je mala malca. To prideš gor, 1, 2, 3, ne. Pa naprimer Eva, ko je bila zelo prestrašena, pa še en fant, pa Ahmed, ti so bili zelo. Ahmed je bilo dosti, da je hodil v moji auri. In ta aura je tok se na njo naslonil in je tok sigurno hodil, da ni bilo problema. Evo je taka panika zgrabila, da je bilo prav čudež, ampak se mi roko dala, pa smo pa šle. Mi je tok zaupala. Pa še en otrok je bil, tizga sem pa pol Dušanu poturila, ker sem s onim otrokom hodila. Ampak vsi smo prišli gor, z nobenim več ni bilo narobe. To drugo je pa, ko je bila Tjaša zraven. Takrat, ko smo šli na Avstrico, ki je tisti veter pihal po tisti plezalni, ko smo šli z urbanega kota. In jaz nisem vedela, kaj narediti, ker Leja tega ne ve. Ampak sem se pač povezala in je bilo rečeno, ne gremo. In potem se spomnim tam, ko si ti čevlje vezala, veš? Ne vem, če se spomniš, ko si čevlje vezala, tam je bil zelo navaren prehod. In če bi tam en sunek vetra mi enega butno, mi lahko dolo prepad pade. In jaz, ko to gledam, sem se spet povezala na energijo in pač s to energijo pol, ko jaz ostanem pozitivna in filtriram to med ljudi preko moje aure tudi in pol eni se priklopijo in pol to naredimo tako močno polje, da mi hodimo v taki močni svetlobi, da se nič ne more pa zgoditi. In vsi smo tam prišli mimo in je bilo, ampak pol, ko smo prišli na vrh, tam kaj tista korušica, ko ni noč nevarno, je sunek Dušana podaril. Se pravi, ni bilo več nevarno, takrat ga je podaril. Pol pa spet, ne, a iti na Avstrico ali ne, in so bila sporočila ne. Skupina je bila izčrpana od tega mrzlega vetra in teh sunkov in to je bilo maksimalno, kar smo lahko naredili. Avstrico počakamo za naslednji dan. Ampak naslednji dan je spet bil tak veter in nismo šli, smo šli v dolino. Ne, pač smo spustili, ampak to so bila sporočila. Ne, in to vidim, naprimer, kako to, ker, naprimer, če bi mene ali pa Duško tako vodima postalo strah, bi infiltrirala to. Tako smo pa infiltrirala svetlobo in je ta skupina zmogla. In to je dejansko, glede na to, kakšna skupina je bila, je spet čudež, da smo prišli po takih vremenskih razmerah. To je bilo ful mrzlo. Jaz se spomnim, koliko je bilo mrzlo. Mislim, to je res nekaj, ker je naprimer en tak drobec, kako lahko, če lahko vzdržuje svetlobo, kako lahko nemogoče stvari postanejo mogoče. In
kadar se mi skupaj družimo, je verjetno laže, zato ker vsi v isti rok tulimo. In potem večina teh, ko gre kam z nama, so že navajeni, da se povežejo, ne, jaz sem pa kot tisti generator te svetlobe. Generator te svetlobe sem in pa se eno po eno preklopim, pa ko ne se več, se še ostali lahko. Negativni ljudje pa ne zdržijo. Če na primer ne preklopiš, enostavno odletiš. Se obrneš pa greš, ne greš več naprej, sicer v hribih, ne vem, če kdaj to bilo, ampak na tretmanih so mi pa že ušli. Jaz sem se spomnila zdaj enkrat enega tega izleta, kjer pa sem bila jaz ful negativna, koliko mi je bilo težko, kaj pa še sem mogla spustiti. Ja. Tam se je toliko prisilen, ker so vsi so v tem pozitivnem duhu, ali kako naj rečem, s to energijo. In če si ti ta zraven, ki se boš odločil držati svoj ego, mislim, ti bo ful težko, a ne? Kar je nek tak pritisk čutiš. In jaz sem, takrat to so bili začetki, ker jaz nisem vedela, da se mi ne splača zdaj cel izleta, ne držati tega, ampak takrat sem, a ne? Pač in vidim, koliko sem takrat trpela, ker nisem šla v ta koridor z vsemi drugimi, a ne? Verjetno v tem svetu zdaj je pa obratno, a ne, pa če si svetu teže ostati pozitiven, če je zelo veliko strahu, a ne, te pa pač ta sporočila posrka, to se pravi, veliko je odvisen od skupine, ker vsak neki pač je ena lučka ali pa kakorkoli, ki dodaja barvo skupini. Ja, lahko temo dodaja. Ali pa temo. Ja, ali pa 10-dnevni retreat, tečaj, recimo v tišini, ko sem šel na meditacijo. Ne? Zdaj, lahko bi fizično ali pa praktično bi lahko tudi jaz najel neko kolibo in sam tam meditiral 10 dni. Ne? Ampak, ko si v tistem procesu, ne, vidiš, da bi bilo to nemogoče. Nemogoče. Ker ti, da si okoli sebe obkrožen z ljudmi, s 30 ljudmi, ki grejo čez isto stvar, kot ti 10 dni, te valjda poriva naprej, ne. Ne boš da ti šel ven, če noben ni šel ven, ne. Pa vsem je težko, pa veš, ne. Tako da ja, to je res zanimivo glede te grupne dinamike. To je to, ker ljudje smo dejansko skupinska bitja, ali kako bi temu rekla. In skupina ima zelo veliko vpliv. Zelo, zelo veliko vpliv, ne bi verjeli. In če tu tako pogledamo vse te vojne, če ne bi skupino nekdo za sabo potegnil, vojne ne bi bilo. Ja, z teh skupinski egoti tudi, ne? V bistvu grupni, kolektivni egoti, ne? Ja, to je zelo zanimivo. Želel bi te vprašati glede tvojega mnenja, glede tehnologije. Katere? Nasplošno. Recimo, tukaj imam v mislih, se pravi, trenutno je od 90-ih pa do zdaj najbolj nekako aktualna ta internetna tehnologija, pametne naprave, ki jih zdaj skozi sabo nosimo in smo na nek način izumili neko čarovnijo, ne? Ker 400 let nazaj, da bi pokazal, da lahko jaz na drug konc sveta v 1/100 pošljem sporočilo, ne? To bi bil čudež, ne? In vidimo, da gremo v smeri čudežev, ne? Zato mi je zelo zanimiva meni nasplošno tehnologija, ne, pa recimo obiskovanje drugih planetov, pa to me zanima bolj tvoj, a se ti zdi to pozitivno ali negativno, ali zaupaš tej ureditvi? Normalno. To je meni čisto normalno. Ker ko se človek razvija naprej, ker čisto vse novitete pridejo z vesolja in določeni ljudje jih znajo prevedeti. In jaz ne vem, zakaj ne bi moderne tehnologije uporabili. Kokorkoli nekdo, naprimer jaz dam za primer avto, ker to tam že vidimo, da je prevozno sredstvo, ki ga rabiš. Naprimer, jaz sem še iz tistih generacij, ko smo se še zelo bodli, ali so računalniki škodljivi ali ne. In jaz sem imela celo borbo, ker jaz sem enega otroka 40 starega, enega 38. To pri tolikim let je bila cela borba, računalnik ja, računalnik ne. Take stvari, ker je to škodljiv. Ampak jaz rečem, vsaka stvar nova prinese veliko dobrega, pa nekaj tudi slabega. In moramo iti s korakom s tem časom, kako bi rekla, tehnološkim časom naprej. Tako da jaz ne vidim, da je to škodljivo, tako ko eni rečem, smeš televizije gledati, ampak ne zato, ker so tako vdaje, ampak tako, ali pa ne smeš računalnika uporabljati. En Franc je bil, ki imel idejo, da bi naredil neko, kako je rekel, ekološko vas, menda. Pa sem ga vprašal, ker meni to ful zanimalo, ne, zdaj imamo mi ta gaj, ampak
sem me zanimala, ko on je že predčasno bil, pa da sem rekla, kako bo izgledalo prvi, ko ne bo vode, ne bo elektrike. Sem rekla, kako ekološka vas, sem rekla, to so znali pred 400, pred 200 leti, so ljudje pokazali, da znajo brez elektrike pa vode živeti. Je treba vse pridobitve današnje civilizacije, ampak pri tem pa držati ta notranji mir, pa to svetlobo. To je tisto. In life technology gre z roko v roko, mi ne zanikamo materialnega sveta. Ja. Materialni svet je ena velika komponenta v našem življenju, duhovna pa tudi. Ampak je tako, da homo sapiens je preveč materialni komponenti dal pozornosti, pa premalo duhovni. In zdaj se mi zdi, se pa nagiba tudi že k temu, da mora to duhovno komponento bolj razvijati, več časa temu posvetiti in v končni fazi tudi več denarja. To se mi zdi, pri nas je tako, da mi moramo, naš tako dobro, na začetku je eno, ampak potem je pa treba v življenje prenesti to, kar se mi učimo. Se pravi, da ta puk, ki ga to dobivamo, kako svetiti, moraš svetiti v službi, moraš svetiti, ko imaš otroke, ne vem, pa so po balini, pa moraš svetiti, ko se s partnerjem spičiš, pa moraš podpreti srce, pa svetiti. V glavnem, ko te s koronavirusom pitajo, moraš svetiti, da ne boš ves prestrašen, pa ne vem, ves zaskrbljen. Se pravi, v teh konkretnih življenjskih situacijah moraš pol svetiti. Ne samo, da svetiš, ko priješ na tretma. Jaz rečem, ni zadosti, da rit prenese to spiralo. Tu dobivate material, ker brez materijala ne morete, sem zdaj pa treba ta material v življenje spraviti. Če ne, nikoli se ne boste osvobodili. Človek se ne more osvoboditi, če se sam zanaša, da bo nekdo drug njega osvobodil. Ne gre. Tu dobiš znanje, tako kot v šoli, dobiš znanje, pa moraš pa prakticirati. In to je kar zahtevno, ni tako enostavno, zato traja več let. To, kar se mi učimo, res ne moreš kar v eno leto narediti. Ja, se mi zdi, da smo ljudje zelo, zelo neočakani in zaradi tega, ker nam sistem tako dobro deluje materialno, smo še bolj neočakani postajamo. Instant rešitve. Vse je instant. Se v bistvu lahko, včasih si mogel veliko delati, da si dobil neko občudovanje množice. Danes odpreš Instagram račun in pofejkaš stvar. V bistvu, kako ti živiš ful dobro življenje in dobiš ta navidezno občudovanje. Vse mora biti instantno in hitreje. In to je lahko težava. Ja, veš, kako jaz vidim, da se s časom bo šlo hitreje, ko bo ljudje drugo zavedanje imeli, bo hitreje go spuščali, hitreje duše čistili in bo šel proces hitreje. Ker jaz, ko to delam od leta 96, profesionalno, jaz sem lahko gledala te ljudi, kako počasi smo šli naprej. Naprimer, v 3 letih, ker smo se mi pred 3 leta učili, se zdaj ti, ki pridajo na novo, v enem mesecu morajo naučiti. Se pravi, to je dosti večja hitrost. Samo tisti, ki so se pred 3 leti učili, niso več primerni zato, ker se zdaj uči. Zato, ker je nadgradnja, to gre naprej. Da ni, zdaj smo se naučili, zdaj pa je to. Oni so se naučili, pa dobro živijo. Samo zdaj, če bi hteli, ker zdaj tukaj se pri meni učijo, poslušali, bi mislili, da nikoli niso bili v tem procesu. Ker je še vedno preveč izhajajo sebe, preveč sem mislil, da bo s sproščanjem vse rešili, ne pa s prakticiranjem. A se lahko zdaj tega malo še dotaknemo, ker veliko ti rečeš mentalna duhovnost pa srčna duhovnost. To mi je zanimivo, ker nekaj je vedeti, kako nekaj narediti, nekaj pa je to sprakticirati, to se pravi, da dejansko v srcu to čutiš. In tudi to, kar smo prej rekli, te instantne rešitve, veliko je tega, da nekaj prebereš, napišeš en quote in že nekaj znaš, misliš, da imaš neko modrost, ampak to je na eni ravni, to prakticiranje iz dneva v dan je pa neka taka odločitev za celo življenje, da se nekako da se zavežeš k temu, in malo me to zanima, kako mogoče te stvari, kakšna je razlika med eno in drugo duhovnostjo, ker zdaj je poplava tega, zdaj je te vsebine ogromno,
ta terminologija, ki je bila včasih mogoče malo čudna, energije, se zdaj že vse posod uporabljam, ampak je mogoče zdaj nastalo pa glih to, da je v poplavi tega je zelo težko razbrati, kaj ima vsebino, kaj je pa sam neka površinska stvar. A ne? Gledaš, kako je Tjaša, to mentalna duhovnost pa srčna duhovnost, to sem enkrat dobila v tretmanu, ko sem razlagala, ne vem komu, in sta prišli ti dve besede. No? In zdaj, jaz bom takole rekla, ne mi ne zamirajo tisti, ki se z mentalno duhovnostjo ukvarjajo, ampak jaz pač ko vidim, to je čisto moje mnenje, da to sicer je dosti božko, če se nič ne ukvarjajo. Sam za mene je to peskovnik. Ne? In dokler otrok uživa v peskovniku, kako boš ti otroka povabil 5 voziti Mercedesa, ki niti s pedalom ne bo dosegel, mislim, z nogami ne doseže do pedal. In je treba počakati, da odrastejo. In jaz vidim, kljub vsemu, da je to dober. Jaz ne vidim, da je slabo. Če se vsaj na nekem nivoju zanimajo, je božko, če se nič. Naprimer, jaz sem pač iz tistega, glih drugače kot ti, jaz sem iz tistega, ker se nič nisem zanimala, pa sem kar odpadla. Ne? In zato morda sem lahko hitreje korake delala. Morda tisti, ki ima pa veliko tega, že te mentalne duhovnosti, so pa na nek način v prednosti, ker niso taki nevirni Tomaži, ko sem bila jaz, ne? Ali je duša, ali ni duša, ne? Ali kaj je ego, ne? Tak, ali veš, naprimer, že neki teoretično ja, že neki teoretično vejo in je potem imajo eno predznanje. Samo vsem se mogli pa odločiti s peskovnika veniti, ne se po prsih toč, kako dobro oni tisti avto, tam fure po onih cestah, ne? In morajo dobiti čas. In čas je na tej strani, da bo ljudje prihajali na to srčno duhovnost, ker srčna duhovnost je tu. Ker jaz, ko govorim, jaz nikoli ne vem, kaj bom povedala. Jaz nimam nič pripravljeno, kam povedala, razen predavanje, imam slajde, imam tisto, ne? Eno rdečo nit, ampak ko jaz govorim, je vedno drugače. Ko sem imela v Ormožu 15 delavnic v ne vem kolikih dneh, po 3 na dan, jaz imam slajde iste, ampak če bi vi poslušali, predavanja so drugačna. Niti eno ni bilo isto, zato ker grem v tok in pol govorim, ne, slajdu se že moram držati. Drugače pa vse, karkoli govorim, je to, da meni glava sam prevaja. Jaz dostikrat ne vem, kaj bom povedala, šele ko povem, vem, kaj sem povedala. Ker še vedno preko govora jaz največ sporočil prevajam. Nekih že prevajam tak, da kar klikam dobim, ampak večino pa še največ preko govora prevajam. Ne, ampak, veš, to je tako. Ljudje, se govori, ona je rekla, ampak jaz vem, da nisem jaz rekla. Ne, tako so moramo že vprašali, ko so les taki rezultati bili in to, ker to je bil antistresni program 2-urni, 15 skupin, ne. In pol neki med me vpraša, pa jaz gledam pa rečem, ampak kaj veste, jaz nisem voda, jaz sem sam cev. Ja, to je to. Ne, oni občudujejo cev. Ne, kaj občudali? Mislim, voda je te bistvena, kaj cev, ne? Jaz to vem, ne, ampak ljudi pa to ne zanima. Še vedno mi je zanimiva cev, no, kako ne rečem, ne toliko voda, no. Ja, to je tista, kar smo se prej pogovarjali, jaz mislim, da ta kontrola človeka, ne, jaz želim biti cev, ne, pa, oziroma cela ta stvar, jaz želim biti in želim to kontrolirati, ne. Ker to, kar sem poslušal, kar si govorila, da ti ne veš, kaj boš rekla, naslednjo besedo, ne, to je zelo ta taoistični, kaj delaš brez, toliko si noter usklajen z vesoljem in tisti, ki meditirajo, verjetno vejo, da misli same od sebe prihajajo. Ne moram se jaz odločiti, kaj bom mislil naslednjo minuto, ne. Da v bistvu samo to teče čez tebe, ne, ta nek tok vesoljni, ne. Ja, ker za nas je misel sam prevajalnik, za homo sapiens je pa akter. Ne, to je ta razlika. Mi ne zanikamo to, da ko rečemo, ne misli na nič, ne, pa ni pomembno. To zato, da utišaš to razmišljujoči ali kako bom rekla. Drugače same misli so pa kot prevajalnik, ker če nimaš misli, ne moreš prevajati sporočil. Ampak ne sme biti pa akter, to je napaka. Ne? In če ti, kdor se bolj ukvarja s to mentalno duhovnostjo, potem tole bolj razvija in težko pride do te srčne. Ampak vse je pa na boljšem. Je na boljšem kot tisti, ki se načne, ko vse zanika pa. Ne?
Ja, tukaj je zelo povezava s to ustvarjalnostjo, ne? Ko nekaj ustvarjaš, ti ne moreš razmišljati, oziroma če boš razmišljal, bo zagotovo bo slabša stvar. Ja, Ne? ja. Zdaj bom jaz trudil, da bom zelo lepo sliko naredil. Ne? Paditi v ta flow stanje, ki ga v psihologiji pravijo, je pa tisto, izgubiš feeling za čas, izgubiš feeling za sebe, verjetno tudi ega takrat ni, tebe takrat ni. Recimo, jaz se ukvarjam z dizajnom, ne, in jaz postanem računalnik. Ne. Dejansko, mene ni takrat. Pozabim iti na WC, pozabim piti, pozabim jesti in sem lahko po 10 ur zlit z računalnikom. Ne. In a je to sreča? Jaz je ne bi definiral kot srečo, ker ni nobenega, ki bi se zavedel, da je zdaj srečen. Samo si. Ne? Ja. Sebe umakneš, tako pa nastane nekaj lepega. Če naprimer jaz nekaj delam, pa da ego velikrat zraven razmišlja, kaj bo od tega dobil, ali pa kako bo zdaj, kakšen bo ta potek, hočeš kontrolirati, da bi nekaj rad bi čim boljš narisal, nekaj in s tem si takrat toliko obremenjen, da svojih sposobnosti sploh ne moč pokazati, sploh ne more priti do izraza to, kar znaš. Ko pa to umakneš, te odvečne misli, vse te stvari, kaj boš zdaj od tega dobil, pa dejansko pride tisto, kar je dano, da narediš. Ne? In je pa ful lep občutek, zato ker vidiš, da je bilo tako, da nisi ti toliko pomemben tukaj, ne? Da si nekdo, ki se je dal na razpolago za to, da nekaj ustvarja. Jaz mogoče imam sam še tole, ko smo prej o tej higieni so pogovarjali, da pač ta notranja higiena, mogoče zdaj notranja nehigiena povzroča zdaj v tem času veliko te nagnjenosti k tem psihičnim boleznim, ali je to depresija, anksioznost, take stvari so zdaj v spredju, že pri mladih, že pri otrocih. Mogoče kako to vidiš, zakaj se to pojavlja, pa kako s tem ravnati ljudje, ki se znajdejo v taki poziciji, naprimer, da ne grejo tako na neke tablete, da mogoče malo razumejo, kaj je to, kaj je v ozadju. Jaz vem, da to je razvojna stopnja. Glej, jaz sem rekla, takrat, ki je Duško zbolel, če bi medicina karkoli imela, bi se mi tega zagrabili. Jaz sem verjela kompletno medicino in če bi rekli to narediti, on narediti, mi bi to šli v to. In takrat, ko smo se znali pred tem, da ni bilo, smo mogli začeti iskati. Ker jaz nisem mogla verjeti, to pa ne vem zakaj, jaz sem rekla, pa ne more biti, da na svetu ene stvari ni, ki bi mu pomagala, to ni res. Odkje sem to dobila, ne vem. To ne vem, odkje sem to milost imela, smo 3 leta iskali, ker nisem dala give up, ne. Marsikdo pa, veš, tako gleda, ker moraš vedeti, da razvojna stopnja ljudi je danes takšna, da oni vidijo, naprimer, vzameš tableto, pa neha glava boleti. In dokler te bo nehala glava boleti, ko vzameš tableto, je to najbolj enostavna rešitev. To je dosti bolj enostavno, kot da trenira spuščanje sporočil. To je zelo enostavno. Zdaj, če pa pač ne pomaga, potem pa začnejo ljudje iskati druge rešitve. In je pa škoda, naprimer, še en svoj primer se zdaj spomnim, 3-letni gimnazij je bil. Jaz sem imela to leti, kako si rekla, da kaj bom že ti? Disleksijo. Ja, no, meni so rekli, da imam pa legostenijo. Ko je nekaj podobnega, črke spuščaš, zamenjuješ številke, vse sorte. Jaz ne bi znala, ampak pač zato, ker sem obrnila 25 pa 52 zelo pogosto, pa tretjine, pa devetine, tudi vem, da sem pogosto menjala, sem potem pisala matematiko 2. Pa sem otroke, sošolce učila, so pisali 4, jaz sem pisala 2. Ne? In pa sem enkrat pa to že za malo zdelo in sem šla k psihologinji. In potem ona mene reče, da imam tole, kaže, legostenijo, mi ona rekla, in da sem prestara, da se da karkoli narediti. Sem rekla, ok, grem pa psihiatru. Grem psihiatru, psihiatr je pa moja mami mogla zraven iti, ker sem imela ne vem koliko let, pa je bil pa morda 2. letnik, ali pa je bil 3, ne vem, nekje, nisem bila še polnoleta, 2., 3. letnik nekje. In potem mami je vedela, da sem zelo ambiciozna, in da te ambicije meni povzročijo pritiske in zaradi teh pritiskov še toliko bolj tiste napake delam. In
on, tale, kaj že je, psihiater mi dal tablete. In jaz sem tablete vzela, ne, in jaz nisem več mogla nič delati. Jaz sem vzela prvo tableto, drugo tableto, tretjo in sem samo še spala. In pa sem to vrgla v koš. Sem rekla, to pa ne bom, mrtva pa ne bom. Ne, pa sem imela čez 14 dni kontrolo in mu to povem in me je ful nazjal. Da kaj se grem, da to so samo začetni učinki stranski, da si mogla to ne prejemati, pa bi to minilo, In on je mene nadrl, res pa njega nazaj. Ful sem ga nadrla in sem šla in sem zelo putla z vrati. Me je jeza ven putla, ko sem prej razlagala, sem imela velike jeze, ne. In pa sem rekla, tako, zdaj se bom pa spravila v red. To je pa tisto, ko sem rekla, da avtosugestija pri meni dolg delovala. Zdaj sem pa spravila v red. In sem rekla svojim sošolcem, vse vam razlagam, ampak tisti dan, ko je šolska naloga, vam ne povem nič. In pa med odmorom, ko smo čakali, da pride profesor, sem sedela in sem si govorila, umiri se, umiri se, umiri se, umiri se. In je deloval. Srce se mi umirilo. In sem pisala 5 brez napake. Ne? In naprimer, če mene tiste tablete ne bi jaz videla, da mi škodijo, bi jih jemala, ker je to najbolj enostavno. In to jaz vidim, da pri vseh teh psihičnih težavah, ki jih ljudje imajo, a veš, nekam hoditi, neki se učiti, to je naporno, tableto pojesti enostavno. In zato ljudje zelo posegajo po tabletah, ampak nekateri potem čez veliko let ugotovijo, da pa to ne gre. Poskušajo, pol pa vidijo, da ne gre, pol pa začnejo iskati kaj druga. Iz kje vam, recimo, bi rekla, da vse to izhaja? Iz razvajenosti. Jaz vidim, da homo sapiens je zelo razvajen. On se ne bi nič namatral, pa bi se boljš imel. Tega filma pa ni. Radi bi bili zdravi, radi bi bili sreči, radi bi bili zadovoljni, ampak ne bojo nič naredili. Ker enaki bi ostali, ko so, pa boljš ne se imajo. To jaz vidim, razvajenost. To je moj pogled, no. Pol eni posamezniki so pa pač drugačni. Ampak teh je peščica, večinoma se ne odločijo. Večinoma ne. Zadnjič sva se midva s Klemnom pogovarjala, to ne vem, zakaj je mene to zanimalo. Iz kje, recimo, izhaja to? Ne, celo, jaz sem Klemno povedala, kar si ti zadnjič rekla na tretmaju, da vsi smo na neki ravni psihični bolniki, ker imamo ego. Samo v enih je to družbeno nesprejemljivo njihovo obnašanje, njih strpajo kakšne ustanove ali pa karkoli pač na neke terapije. Eni pa imamo isto ego, pa recimo smo še znamo s tem nekako ravnati, da nismo preveč čudni za družbo, ampak izhaja iz iste stvari in meni je to ful zanimivo, ker mogoče je tukaj tega neki izvor tega. Spomnim, da sem rekla, sam je res, spomnim se pa ne. Sem zdaj poslušala, pa je res, ampak spomnim se pa ne. Ker če jaz pomislim, ko sem bila tudi in recimo nagnjena k depresiji, ko sem bila stara 16 let, so me vzeli neki psihiatri, tako, sem imela nagnjenost k temu. Jaz sem pol ugotovila, to je vse zaradi ega, tle se je pri meni to začela, Ja, to je tisto, vsi se pogovarjamo samim sabo skozi, ne? Sam eni se na glas, ne? Ampak drugače pa ista stvar. Tistega, ko vidimo nekega gospoda na avtobusu, ki sam sabo govori, ne? Pa si mislimo, on je znorel, ne? Ne zavedamo se pa, da se glih ta moment sami sabo pogovarjamo, ko opazujemo tega gospoda, ne? In verjetno je samo kontrast teh stvari, ne? Spekter, nekje bolj našponen. Pa ta resnica, ko se jo ful držiš in pa se v filmu in zaradi tega filma pol sam se produciraš neko psihično bolezen lahko, ker si tok noter v eno resnico, da pa se ti dejansko zdi, da se nekaj dogaja okrog tebe, a ne ujeti si v tistmu. Tako da jaz bi še eno vprašanje, ki bo tako malo čudno, ampak če bi recimo vsa sporočila, ki obstajajo, ki jih je kadarkoli homo sapiens produciral, vse zgine, ne? Lahko samo enega ohraniš ali pa ga zdaj na novo ustvariš, ne? Katero, čisto razumem. Se pravi, vse knjige, vse, kar je bilo kadarkoli izrečeno,
strani človeške civilizacije. Vse okej. zgine. Lahko ostane samo ena stvar, eno sporočilo. Lahko je to stavek, lahko je to karkoli, beseda. Katero bi ti izbrala, da ostane? Če sem v redu razumela, je to tako, kot da se naredi katastrofa in vse zgine. Ali pa zelo kratko bi lahko vprašal, kaj je najbolj pomembna stvar v vesolju? To je isto vprašanje, ampak... V vesolju nasploh, zdaj bom takole rekla, jaz vesolja nasploh ne poznam toliko, da bi lahko govorila, kaj je najbolj pomembno v vesolju. Ker jaz ostalih civilizacij ne poznam tako, da bi lahko jaz o tem razpravljala, res ne. Jaz bi, na primer, lahko samo za našo civilizacijo S tem znanjem, ki ga imaš. Ne? Ja, mislim, za našo civilizacijo, zemeljsko, ne, drugo se ne bi spuščala. Bi jaz rekla to, da trenutno, kar vidim, je odprto srce. To se mi zdi, da od tod ven potem izvira vse. Da to je razvojna stopnja, ki jo moramo doseči. Konstantno odprto srce, ne sem tam pa tam. Ja, super. Bi ti še kaj dodala? Okay, ful hvala, Lea, ker si naj obiskala. Ja, vama tudi fajn. Smo naredili nek tak tok. Ja, dobro je bilo. Ja, super. Tako da hvala, se itek še vidimo. Okay.